Družinsko podjetje Fero Črtalič iz Dolenjskih Toplic je ustanovil pred 50 leti oče zdajšnjega direktorja Bojana Črtaliča. Začeli so s proizvodnjo peskalnih strojev, proizvodni program pa so sčasoma dopolnili tudi z avtomatiziranimi peskalnimi stroji, ukrojenimi za vsakega kupca posebej in s projektnimi peskalnimi rešitvami z visoko dodano vrednostjo. Njihovi izdelki pripravijo površine materialov za lakiranje in emajliranje. Pred dobrimi 5 leti so naredili preskok iz obrtniškega v podjetniški način vodenja. To je bil izjemno težak proces in smo v tistem času, oziroma v teh 5-6 letih tega procesa, kar nekaj svetovalcev in coacherjev uporabili, izkoristili. Dali smo skozi tudi večletno šolo in tudi potem pomoč pri implementaciji tega znanja. Takrat smo uspeli uvesti oddelke, poslovne funkcije, razdeliti pristojnosti in odgovornosti in to je v bistvu ključ do uspešnega obvladovanja podjetja. Preskok jim je pomagal, da v krizi niso odpuščali. V svoji niši so se uvrstili med 3 najboljša podjetja v Evropi in sodelujejo s številnimi multinacionalkami. Za BMW so se lotili opravila, ki se ga pred njimi ni lotil še nihče. Cevi ščitnikov za glavo pri avtomobilih serije Z so od znotraj obdelali s tehnologijo, pri kateri površino materiala bombardirajo z drobnimi kroglicami. Dotlej so tako obdelali cevi samo od zunaj. Od lani so razvojni partner Turkish Airlines. Sodelujejo z enim največjih proizvajalcev bele tehnike na svetu, kitajsko družbo GRI. Na dan, ko smo jih obiskali, so v njihovih prostorih prevzemali stroj predstavniki kupca iz Azerbajdžana. Lahko se pohvalimo z referencami v Ameriki v podjetju General Electric, z veliko avtomatsko linijo za predpripravo bojlerjev pred emajliranjem. Obvladujemo tržišča na Kitajskem, v Indiji. Uspeli smo Skandinavcem led prodati preko tehnologije čiščenja s suhim ledom. V Afriko pesek, torej z našimi stroji za peskanje tudi prodajamo abrazive. Med našim obiskom je bil pri Fero Črtaliču tudi partner iz Nemčije, s katerim se pogovarjajo o strateškem povezovanju. V Srbiji že imajo hčerinsko družbo, o ustanovitvi skupnega podjetja v Turčiji pa se pogovarjajo tudi s turškim partnerjem. Na azijskem delu Istanbula namreč nastaja letališče, ki bo večje od frankfurtskega in bo imelo ogromne hale za servisiranje letal. Za Fero Črtalič je tam dela za celo desetletje, je prepričan Bojan Črtalič.